in danes je moj gost Uroš Stanič, tudi moj sopotnik na kakšnem od potovanj. Uroš, a se lahko predstaviš tako, kot želiš biti predstavljen? Maja, najprej živjo in hvala, ker si me povabila sem. Upam, da ne boš preveč hudičev advokat danes. Tega te je prav strah, a ne, tega hudička. Hudiča se pa jaz malo bojim, ampak ne. Da bom tudi začel malo bolj v šaljivem tonu, kako se jaz predstavljam zadnje čase. Tako zelo poenostavljeno, da sem nogometaš, ki je postal turistični vodič. Ampak drugače pa na Instagram ali pa Facebook profilu piše, da sem oblikovalec potovanj. Mislim, da je to mogoče malo boljša definicija. In sicer oblikujem potovanja za svojo agencijo, ki jih tudi odvodim, oziroma jih odvodimo, saj nas je več. Pa tudi za druge, ki samostojno potujejo, če rabijo kakšen nasvet ali pa mogoče tako globljo pomoč pri sami organizaciji samostojnega potovanja. Drugače sem pa magister ekonomije. Prej sem se veliko ukvarjal s športom, tudi igral nogomet, tako en tak soliden prvoligaški igralec sem bil med študijem in sem potem ostal v nogometu delati dolga leta. In to moje, bom rekel, nogometno življenje je bilo veliko povezano s potovanji. Takrat me je malo okužila potovalna mrzlica, ta travel bug, ki me je nekako odpeljalo pol do odločitve, da se začnem s potovanji ukvarjati bolj resno. In zdaj sem, ajde rečemo, organizator potovanj. Okej, ker si vseeno ti prvič omenil besedo turistični vodič, morda za uvod, a je kaka razlika med turistom in popotnikom? Ja. Bistvena razlika, s tem, da jaz moram reči, da turistov v pravem pomenu besede skoraj ne poznam, ker se nam na potovanjih pridružujejo popotniki, skoraj izključno. Ampak ja, mislim, da si popotnik recimo želi veliko bolj globljo izkušnjo, ne samo nekaj videti ali pa nekaj odkljukati. Popotniki ne hodijo na dopust, ne, grejo na potovanje, imajo veliko večja pričakovanja od tega. Ja, tako da bi rekel, da je popotnik malo bolj kompleksna definicija kot sam turist. Če se dotakneva pričakovanj, ker s pričakovanji se v resnici vse začne, lahko se pa tudi zelo hitro vse konča, če pričakovanj nimamo na istem imenovalcu. Danes v bistvu odhajamo v države tretjega sveta zaradi nekih obljub, nekih sanjskih destinacij na Instagramu, Facebooku, na drugih družbenih omrežjih, a ne. Zdaj, v resnici je pa izkušnja, ki jo ti dobiš, prilagojena temu, kamor odhajaš. To so vseeno destinacije, ki so relativno divje, ki morda, kjer je življenje drugačno, kot je življenje pri nas. In v bistvu prihaja do razkoraka med tem, kar misliš, da kupuješ, in med tem, kaj dobiš. Kaj misliš ti o tem oziroma kako naslavljaš ta pričakovanja pri tvojih gostih, pri tvojih prijateljih, pri tvojih sopotnikih? Ja. Ja, ta pričakovanja, ki res izhajajo dandanes predvsem iz teh vizualnih zadev, ki jih dobivamo z družbenih omrežij, predstavljajo precejšen izziv, ker letvico dvignejo, letvico pričakovanj, dvigajo izjemno visoko. Objave, moram se tudi sebe včasih zalotiti, tudi moje včasih so zelo spolirane, zelo lepo prikazujejo določene destinacije, saj niso lažnive. Takrat jaz, kadar tako nekaj pač zapišem, objavim, posnamem, jaz res to tako vidim, ampak pogledam pa z distance kasneje, ne, pa rečem, če bi pa samo to sliko, samo to podobo te destinacije videl, bi pa mislil, da je to pač neki eksotični raj, nikoli nisem tako, ne. In kaj se potem v praksi dogaja? Seveda, zaradi velikih pričakovanj ljudje postanejo vzhičeni, doma mi komaj čakamo to potovanje, želijo si odkljukati vse, kar jim je bilo z nekimi podobami obljubljeno, v navednicah. Videli bomo to, videli bomo ono, videli bomo ne vem kaj. Pri meni so v velikem ospredju med drugim tudi živali in to je ena stvar, ki je velika spremenljivka, nikoli ne moreš vedeti, da bo, ampak recimo na zadnjem potovanju v Indiji smo že na prvem safariju, to je bila izjema,
lepo opazovali tigra in vsi sopotniki so kar rekli, pa kaj smo zdaj v Nepal hodili, saj smo tigra že tle videli, kljukico so naredili, bi šli naprej, kar je bilo meni tako, ne. Nismo prišli delat kljukice, izkušnje so povsod drugačne in tako naprej. Ja, ni mi bilo samoumevno, daleč od tega. Jaz sem bil 4-krat v tem istem parku, pa mi je prvič uspelo v tem parku ga pač opazovati, ne. Tako da sopotniki grejo res z velikimi pričakovanji in to ustvarja kar neki pritisk name, na moje sodelavce, kako bomo pač stvari dostavili. Realnost je pa tako, realnost je pa mešana. Mi se izjemno veliko časa porabimo zdaj in se trudimo, da bi našli neke kotičke, ki niso preveč obljudeni, ampak realnost je, da popularnost potovanj izjemno narašča, tako da v bistvu kamorkoli danes prideš, nisi več sam. Tudi v divjini ne. Razen če hočeš res zaiti nekam, kjer je pa, bom rekel, res že toliko izven cone udobja, da je tudi že za nas, bom rekel, malo mejno. Se pravi, delimo si lepe kraje z veliko drugimi popotniki. Dandanes ne samo s popotniki iz razvitega zahodnega sveta, ampak se ustvarja ena velika masa popotnikov v teh državah, ki se hitro razvijajo, Indija, Indonezija, Brazilija, to imajo milijone ljudi srednjega razreda, ki tudi sami potujejo v svojih državah in jih seveda na destinaciji srečamo, to je vendarle njihova dežela. To je en tak izziv, da ne bomo nikjer prav sami. Drugi izziv, jaz sem že omenil, pač nepredvidljivost, kar se tega živali tiče. Tretji izziv je vpliv klimatskih sprememb. Sezone niso več definirane, tako kot so bile včasih. Monsun, ne gremo v dežju in ko pridemo, bo sonce. Mogoče bo, mi se trudimo, nikoli ne potujemo, to moram reči, nobeno destinacijo, kjer ne bi bila v sezoni. Ni tako, kot je bilo včasih, da so bile jasno definirane sezone. Danes prideš v popolni sezoni, ki bi mogla biti, pa te preseneti dan, 2, 3 dni dežja, kar je velika težava, bom rekel, za organizatorje potovanj, ki potujemo nekam, kjer smo odvisni od narave, ne. Zdaj, če bi potoval v urbanih središčih, neka cerkev, neka galerija, muzej, je vedno lahko, ampak mi nimamo bom rekel, tega izhoda, ne. Pač narava je, živali se v dežju poskrijejo, težko je snorkati ali pa se potapljati v nevihti in tako naprej. Tako da ja, izzivov povezanih s temi pričakovanji je veliko, ampak moram pa reči, da se mi še ni zgodilo, da bi bili kdaj kje, da bi šlo vse narobe. Se lahko zgodi, da se kakšna stvar ni skladna s tem, kar smo si predstavljali, se pa po drugi strani pojavijo nekaj, česar nismo pričakovali, ta neki element presenečenja, ki potem uravnoteži izkušnjo in več kot 90% potovanj smo mi, ker mi tudi potujemo, tudi če smo organizatorji ali pa vodiči, in naši sopotniki zadovoljni z njimi. Se smem še malo vrniti nazaj na spolirane objave, a ne. Jaz sem že tudi v podcastu gostila goste, ki pravijo, da pač na žalost smo mi dandanes naštimani tako, da moraš ustvariti neko blagovno znamko in blagovno znamko ustvarjaš na lepe stvari, na lično zapakirane, na spolirane. Pri čemer je pa pri potovanjih to niso nobena izjema, zato res čudovite fotografije, tudi sam si pač izjemen fotograf, tvoje fotke, ke pridejo ven, so res tako a ne, izgleda res vse čisto hudo. Ampak dejstvo pa je, da ko ti prideš na to isto destinacijo in se postaviš na isto točko, kjer je bila ta fotografija posneta, in narediš praktično, mislim, z istimi očmi jo gledaš, je realnost preprosto drugačna, kot je realnost skozi objektiv. Da ne povem, da že samo pot do tja, ki je težavna, pa morda malo lakote, ki jo ob tem čutiš, ker ni bilo toplih obrokov, pa morda neprespanost, pa jetlagi, pa vse skupaj, v bistvu možganom da impulz, da je pravzaprav to vse skupaj čisto drugače, kot si si ti predstavljal, a ne. Ampak vendarle, pa govorimo o paradoksu, blagovna znamka pa mora pokazati lepe stvari. Kaj nam sploh ostane, da bi bili malo bolj realni glede tega? Kaj pričakovati, kako država tretjega sveta pravzaprav izgleda? Da ni vse samo in sploh in oh. Zdaj, če začnem pri tem vizualnem efektu, je dobro razumeti neke osnovne zakonitosti. V primeru, ne vem, če je bila neka fotografija, bom rekel, morja, plaže, posneta iz zraka, iz drona,
izgleda vedno svetlejša, bolj turkizna, bolj lepših barv, kot je v resnici. Ne zato, ker bi se nekdo zlagal ali pa bi v postprodukciji to naredil, ampak sama perspektiva iz zraka to povzroči. Tako da dronsko sliko plaže moraš recimo gledati s to distanco oziroma s to rezervo. Drugače pa, če grem pa zdaj na tisti drugi del, povezan s tem, ko mi nekam pridemo utrujeni, ja, časovna razlika je hudič. Moja izkušnja osebna je taka, da resnično prve 3-4 dni neizmerno uživam na potovanju. Ponavadi nimam vrhuncev potovanja na začetku, ker se moramo aklimatizirati vsi skupaj. Tako da na srečo je pa pol, bom rekel, drugi del ali pa večina pač nadaljevanja potovanja je pa potem okej in je to tisto, kar nam ostane v spominu. Je pa res, da se lahko prvi dan, drugi dan vprašamo, ne, jaz sem pa si to predstavljal malo drugače, ne, ampak je res povezano s tem, da smo neprespani, utrujeni. Otroci, ki so z nami, so podobno lahko tečni iz istih razlogov. Čeprav običajno manj kot odrasli. Običajno manj, ja. Zato jih imam zelo, zelo rad na svojih potovanjih, ker v bistvu zelo lepo, ko bi rekel po slovensko offsetajo, pač nadomestijo, ne, kakšne, se znotraj družine pojavijo kakšna trenja, ki jih otroci pol zgradijo s svojo, bom rekel, tako pristnostjo.